Živijo sem in pozdravljam spet nazaj na mojem kanalu. Danes sem za vas pripravila še en Q&A video, ker sem v zadnjem času dobila precej vprašanj glede mene in Klemna in pa tudi glede make-upa in ostalih random stvari. Tako da sem se odločila, da danes naredim en tak video in po moje najbolj, da kar skočimo naprej na vprašanja. Ok, začela bom s tem vprašanjem. S katerim programom urejaš videe in s katerim je najbolj začeti? Zdaj tako, jaz sem začela z iMovieom, ker sem ga pač imela na računalniku. Vsi Apple računalniki pridajo s tem programom. Ful je na easy z njim začeti, ker je dejansko dosta osnoven, nimaš nekih ful zakompliciranih prehodov in ostalih zadev. Sem pa zdaj šla naprej na Final Cut Pro. Malo je nadgradnja iMovieja, ker imaš dodatne stvari, lahko veliko več stvari narediš noter. Sicer so moji videi še vedno dosti simple, kar se tiče urejanja, ker nočem zakomplicirati, ampak imam pa rada opcije, če se kdaj odločam pač slučajno, da bi lahko dodala še kaj zraven. Kar se tiče pa Windowsov, pa jaz mislim, da je najlažje začeti z Windows Movie Makerjem, ker mislim, da tudi pride na vseh računalnikih z Windowsi. Ok, gremo zdaj na vprašanje o make-upu. Kako si se ličila na začetku v najstništvu? Zdaj, ne vem, če ste videli, ampak vam bom tukaj gor pustila link oziroma povezavo do videa, kjer sva z Aleksandro Rose naredila en tak mini throwback, kako sva se ličile v srednji šoli. Tako da lahko tukaj pogledate, če pa ne vam pa jaz tudi lahko zdajle povem. Nisem vedela veliko make-upu, imela sem pretemen puder, preveč oranžen puder, obrvi zame niso obstajale, contouring, nisem imela pojma, kaj je to. Lička, mogoče malo, ampak ne preveč. Definitivno je bilo pa na očeh glavna črna barvica okoli in okoli, čist malo maskare, pa še to sam na zgornjih trepalnicah in pa potem ponavadi ali labela na ustih ali pa ful presvetla šminka. To so bile v bistvu vse napake, ki jih zdaj poudarjamo, da jih ne smemo delati. Sem jih jaz delala v srednji šoli oziroma v osnovni šoli, če se ne motim, v 9. razredu. Sam ne vem, če sem takrat že uporabljala puder pa vse to. V glavnem grozen je bilo, ampak sem po drugi strani vesela, da sem šla čez vse to, zato da sem se naučila to, kar vem danes in pač lahko drugim predajam svoje znanje. Ok, naslednje vprašanje, ali se vsak dan ličiš in koliko časa porabiš za to? Ne, jaz se ne ličim vsak dan, kakor sem že dostikrat povedala. Definitivno je to rezervirano, bom temu rekla, za kakšne priložnosti, dogodke, če grem zvečer kam. Redko kdaj se dejansko za čez dan, recimo, če pač samo delam, namažam, ker prvo kot prvo zjutraj rajš spim, drugo kot drugo, zvečer se mi tega ne da toliko dolgo dol pucati, oziroma jaz si rada čas vzamem, ker si dajem dol make-up, zaradi tega, ker vem, da če ne bo v redu spucan, mi bo pač koža naslednjih par dnevih zamerla in bom dobila mozolčke. Vsak dan ne, občasno ja, odvisno je tudi od tega, ali recimo snemam, ali grem se, kakor sem rekla, na kakšne evente, grem zvečer ven na večerjo in tako naprej. Ok, še koliko dolgo si ličaš? Zdaj tako, če si delam tak make-up, kakor ga imam zdaj, po moje ene pol urce, 40 minut, če si pa čas vzamem, se pa lahko tudi 2 ure rihtam s frizuro vred, ne, tako da jaz si rada čas vzamem. Če se mi mudi, valjda se bom zrihtala prej, ampak definitivno pa pač bolj preferiram to, da imam čas, da se lahko sedem, musko si preklopam in uživam v tem procesu. Kaj ti je bolj pomembno, frizura ali make-up? Definitivno make-up. Dostikrat se mi frizure dejansko ne da delati in si bi najrajš sam čop ali pa figo naredila. Je pa res, da nimam zahtevnih las in velikrat me boste, oziroma tako bom rekla, največkrat me boste videli z zlikanimi lasmi, ker je to najhitreje, kar pač si znam narediti. Najljubši highlighter. Najljubši highlighter bi rekla tako iz drogerijskega razreda je definitivno od Essence Pure Nude highlighter, mislim, da je bila limited edition. Jaz sem si vzela 2 ali 3 na zalogo, tudi Sony sem rekla, da si ga nujno more kupiti in je res ful dober highlighter. Kar se tiče pa mečkan dražjih, pa definitivno od MAC-a Soft and Gentle. Katere čopiče, ki so ugodni, priporočaš? Definitivno Real Techniques, ki jih zdaj lahko dobite tudi v, mislim, da v DM-ih, če se ne motim. Druga opcija pa definitivno Zoeva. Zoeva čopiči so tako, dosti jim delujejo dragi,
Ampak, če vzamete tiste sete, ki jih je poveč noter in preračunate, koliko čopičev dobite za to ceno, boste videli, da se vam pač ful splača vzeti sete, zaradi tega, ker na koncu pride čopič, en čopič 3-4 evre, so pa ful kvalitetni, jaz jih uporabljam že po moje 2 leti na sebi in na strankah, non-stop jih moram čistiti, umivati, razkožvati, pa so še vedno taki, kot so bili na začetku. Tako da to ali pa Real Techniques, tudi teh imam ene par zase, in sem tudi vesela in navdušena, da so še vedno taki, kot so bili na začetku. Ok, zdaj pa še ene par vprašanj glede mene pa Klemna. To vas je kar dosti zanimalo. Kako ste se spoznala s Klemnom? Midva s Klemnom sem se v bistvu spoznala, sploh ne vem, kako naj to definiram. V bistvu sva oba dva iz Vrhnike, na isto osnovno šolo sva hodila, ampak takrat pač nisva vedela en za drugega, oziroma nismo se neki ful družili. Pa v srednji šoli, mislim, da je bilo tako, da pač njegovi ful dobri prijatelji so hodili na isto šolo kot jaz in en petek smo šli pač ven, seveda ločeno, fantje so šli skupaj, jaz sem šla z mojimi puncami, v enem diskaču smo se najdeli in ja, takrat sva se spoznala, zakonektala in tako se je razvila najina romanca. Ali se mislite s Klemnom preseliti skupaj? Ja, definitivno je to v planu že kar nekaj časa, od avgusta naprej že aktivno iščeva stanovanje. Malo je težji, ker ga iščeva na Vrhniki in ne v Ljubljani. Na Vrhniki je malo manjša ponudba, ampak pač sva rekla, da počakava na tistega pravega, ki bo nama obema všeč, ki pač bo imel res vse, kar iščeva pri stanovanju in definitivno se splača počakati in če bo vse tako, kot mora biti, jaz držim pesti, no, bi mogla biti do konca tega leta oziroma za novo leto že v novem stanovanju. Ok, naslednje vprašanje je dosti zanimivo. Koliko otrok bi imela in kako bi jim bilo ime? Tako bom rekla, nisem še v bistvu nikoli razmišljala o temu. S Klemnom niti ne planirava še kakršnih koli otrok. To je definitivno še v naslednjih, ne vem, bom rekla 5+ letih, če ne še več. Trenutno nama ni to, tako da tudi nisva skupaj, nisva niti razmišljala nikoli o tem, koliko bi jih bilo, sploh pa niti ne še o imenih. Kje bi raje živela, v mestu ali v naravi oziroma na vasi? Glede na to, da že celo življenje živim na vasi oziroma v naravi, bom temu rekla, pač Zaplana je vas, ampak je lepa vas, tako da po moje bi se jaz kar odločila raje za vas, ker sem enostavno navajena na to. Mogoče v določenem trenutku v življenju pač veliko bolj prav pride življenje v mestu, ampak ne vem, meni osebno je ful všeč to, da imaš svoj mir, ne vem, v naravi oziroma na vasi. Noben ti ne teži, noben ti po glavi ne skače, tako kot lahko v bloku recimo. Pa dostikrat dobimo argumente, ja, pa se moraš vedno zapeljati, pa je to vse daleč. Ja, dejansko sem se naučila oziroma navadila teh voženj in tega, tako da mi pol urice gor ali pa dol do Ljubljane nič ne pomeni. Mi veliko več pomeni to, da imam pač mir čez vikende recimo in lahko uživam poleti in pozimi v čudoviti naravi, tako da definitivno narava in vas. Ali ima Klemen kaj proti make-upu? Jaz bi rekla, da ne, glede na to, da me ful podpira pri temu, kar delam, da je pripravljen iti z mano tudi v shopping za make-up, če je treba. Se spomnim, lani sva bila v Barceloni, decembra mislim da, in od 5 ali 6 dni, ko sva bila tam, sem jaz vsak dan šla v NYX trgovino pogledati, če so oni dobili na zalogo ene NYX bleščice in on je šel vsak dan z mano in potrpel in počakal, da sem jaz pogledala, če so dobili vse tisto, kar sem hotela in pa sva šla naprej po ogledih. Tako da jaz bi rekla, da nima nič proti make-upu. Tudi glede tega, če sem jaz namazana, ne vem, pa imam rdečo šminko, pa to ne komplicira kaj veliko. A se vama je zgodilo kaj res zelo smešnega? Ja, prvi dogodek, ki mi pade na pamet, je bilo, mislim, da 2 ali pa 3 leta nazaj na morju. In sicer v Poreču, šla sva na večerjo, odločila sva se, da bo pa zvečer šla na eno kao fancy večerjo in cel dan, ne bom rekla, da cel dan nisva načirila, ampak definitivno se nisva neki ful prenažirala. Tako da pač zjutraj sva pojedla zajtrk, pa sva pa tam ob 4 pojedla eno tako minimalco in sva pač rekla, da greva ob 7, 8 na večerjo. In prideva v Poreč, iščeva restauracijo
In še to, da povem, pač midva s Klemnom skoraj nikoli ne hodila v te full fancy restauracije, zaradi tega, ker enostavno, vsaj zase lahko, tako povem, jaz nimam pojma, kva imajo oni na teh menijih, pa pač enostavno mi ni do tega, da plačujem po 50 € na glavo za tak kos mesa pa en krompirček zraven, ker se pač od tega ne bom najedla, tako da grem rajš v Kitajsko ali pa v navadno pizzerijo, v navadno restauracijo, pa si tam naročim, ne vem, špagete, kalamare, dunajca, karkoli tazga standardnega. In midva sva se pač sprehajala tam ob plaži oziroma ob morju, kjer so restauracije pa to, in pač vidva eno, ki je bila dokaj, tako nekla, na pol prazna, ampak še vedno izgleda, kakor da pač je dobra, ne, tako fancy. Prideva noter, se usedeva in ful lep pogrink, vse lepo na ta, kar pride, vpraša, kaj bova spila, si naročiva vino lepo, vse. Dobiva meni, prelistava, tako 6 listov je bilo, prelistava in pač meni bilo jasen nič. Pa razumem hrvaško, ampak jaz nisem poznala ene jedi, kaj je tam noter. Jaz tako Klemna sem pač gledala in sem tako, Klemen, ti veš, kaj boš vzel, in on tako ne, in jaz tako, ok, ampak kaj bova zdaj naredila, ne? No in pa, kaj se je zgodilo? Odločila sva se, da pač bova šla, da ne bova tukaj v tej restauraciji jedla, in Klemen se je naredil, da ga nekdo kliče in da morava nujno iti, tako da sva na hiter spila tisto vino, plačala in se pobrala iz one restauracije. Najbolj smešno je bilo pa to, da sva bila oba dva ful lačna in je tist 1 ali 2 deci vina, kakorkoli sva ga pač naročila, ful hiter udaril v glavo. Tako da sva bila mečkom pod vplivom alkohola, ker sva šla do naslednje restauracije. In bolj v naslednji restauraciji sva dobila tisto, kar sva hodila. Jaz ne vem, jaz mislim, da sem si vzela špagete, če se ne motam. Klemen si je vzel piščanca pa krompir. Tako res standardne jedi. Pa sva še tam kakšen vin spila. V glavnem, ja, zabavala sva se bolj v tisti drugi restauraciji kar precej na ta račun. Tako da to mi bo po moje kar zaskozi ostalo v spominu, ker mi je še zdaj smešno, pač kako sva midva rekla, da midva pa nujno morava iti, ker naj jo nekdo čaka in da ne bova tukaj jedla, in sva se sam pobrala. Seveda sva plačala tisto vino v prvi restauraciji, da ne bo kdo mislil, da sva kar ostala pa šla. Ok, in še zadnje vprašanje. S čim se Klemen poleg nogometa še ukvarja? Klemen se ukvarja še z ribičijo, športni ribolov. Če kdo to ne pozna, to je v bistvu catch and release se imenuje. Pač gre loviti ribe na jezera seveda, in ko jo ulovi, jo pač izmer, pogleda, se slika z njo in jo spusti nazaj. Pa ne vzame je sabo, ne ubije je. In to po moje on zdaj že kar 4-5 let se ukvarja s tem. En tak sprostitveni hobi mu je to. Pa ima pa valjda še ta futsal oziroma mali nogomet, dvoranski nogomet. Dela, ima svojo firmo. In ja, pred futsalom je pa treniral še MMA, to so mešane borilne veščine, in ful je bil dober tudi v temu. Ok, prišli smo do konca. Jaz upam, da sem odgovorila na tiste največkrat zastavljena vprašanja glede make-upa, glede random stvari, glede mene pa Klemna. Če imate še kakršnakoli vprašanja, jih komot pišete meni na Instagramu ali pa na Facebooku, jaz jih pridno shranjujem, in pa, ko se jih zadost nabere, lahko še enkrat naredim še kakšen Q&A. Prvega vam bom tukaj gor pustila, sem ga naredila že nekaj časa nazaj. Lahko vam linkam tudi video s Klemnom, da boste mogoče še tisto malo pogledali in dobili kakšne odgovore, če vas zanimajo. In ja, hvala, da ste bili danes z mano. Se vidimo naslednjič. Čau!